In se pravi, psihološka varnost pomeni, da se športnik počuti slišanega, da lahko izrazi vse dvome, strahove, stiske, ne da bi bil obsojen ali marginaliziran. Zakaj? Zaradi tega, ker v praksi velikokrat vidimo, da si športnik ne upa povedati, kaj se v resnici z njim dogaja. Zaradi tega, ker tako kot je povedal profesor Drobnič, recimo na primeru nogometa, če bo rekel, da ga nekaj boli, če bo rekel, da je poškodovan, če bo rekel, da ima psihološko stisko, bodo mogoče ob to, da ne bodo v ekipi, da ne bodo več igrali. In stalno so ti pritiski in seveda vrhunski športnik, mladi tudi vrhunski športnik, pride do tega, da je boljše, da ne pove tega. In potem, če to dela dolga leta, se zgodi, da več ne občuti svojega telesa, več ne občuti svoje bolečine, več ne občuti ničesar, kar bi sploh prepoznal, da je lahko narobe, in zaradi tega pride potem, tako kot je tudi dr. Ažmanova povedala, lahko do določenih kolapsov, ne samo zaradi, bom rekel, srčnih senzacij, ampak tudi seveda zaradi drugih težav, ki lahko pridejo zelo, zelo nenadno, pa ni res, da se to ni nakazovalo že prej, ampak ker športnik to potlači, zaradi tega, ker ga nihče ne sliši, zaradi tega, ker se boji, da ne bo prišel v ekipo, da ne bo šel na tekmovanje, se seveda zadej nabirajo in na mentalnem delu in seveda pa tudi na fizičnem delu se nabirajo vse te nesnage, ki potem pridejo lahko do hudih težav in senzacij.